Kaj vam najbolj ostalo v spomin v zadnjem politbarometru? Ja, iz zadnjega politbarometra oziroma meritve, ki smo jo opravili ta teden, bi predvsem povzel ugotovitev, da med ljudmi prevlada ostra kritičnost v ocenjevanju razmer, kot se kaže v preseku leta pred volitev in tega trenutka. To se kaže v dejstvu, da ljudje spremembe, ki so nastale od tedaj, torej v teku teh 2,5–3 let, glede socialnega položaja delavcev, glede stanja in razmer na področju zdravstva, glede vpletanja politike v gospodarstvo, glede korupcije, ocenjujejo kot pretežno in izrazito slabše kot pred 3 leti. Razne nove iniciative, nove vzpodbude. Mi smo v to opazovanje vključili tudi opazovanje odnosa do grupacije Zares, s predpostavko, da se razvije v politično stranko do prihodnjih državnozborskih volitev in vstopna situacija jim pritrjuje. Na načelni ravni znaten del, 44% ljudi, pritrjuje ustanavljanju te stranke in znaten del vseh pravi, da bi bilo pripravljeno voliti za tako stranko. Ampak to seveda niso preference, ali se bo to razvilo v pripadnost tej stranki, se bo pokazalo skozi oblikovanje stranke, skozi njeno programsko postavitev. Ali lahko na podlagi raziskave poveste, čemu pripisujete takšen dvig socialnih demokratov na eni strani in od kje prihajajo ti volivci? Ali so to iz LDS-a ali iz neopredeljenih ali iz obojega? No, odgovor je slednji. Predvsem seveda proces razpadanja LDS-a, ki ga spremljamo pravzaprav že od časa po volitvah, predvsem izrazito od prejšnjega in še posebej od zadnjega kongresa, sproža odmike. Učinki tega razpadanja so v pobegu volilne podpore. In večina tega, kar beži proč od LDS-a, se znajde na sidrišču socialne demokracije. To je več kot očitno. Torej, večinsko pojasnilo povečane podpore socialnih demokratov je pojasnljivo z razpadanjem podpore liberalnih demokratov. Deloma pa seveda učinkuje na takšne uvrstitve strank tudi povečana opredeljenost, ki pa glede na november lanskega leta naraste vsega za 1 točko. Torej v tem pogledu samo dejstvo narasle opredeljenosti ne pojasnjuje enormnega dviga podpore socialnim demokratom za faktor 2. Torej, predvsem prvo pojasnilo velja. Še eno vprašanje glede samih podpornikov društva Zares. Ali lahko rečete, kdo so tisti, ki podpirajo to društvo? Zares podpirajo skoraj vsi proporcionalno. Ali drugače povedano, morda vendarle bolj izostreno. Podpora prihaja predvsem od mlajših in ne od starejših. Podpora prihaja iz leve, mnogo bolj, kot iz desne. O tem sklepamo na osnovi tako zvanega levo-desnega samoopredeljevanja. Podpora prihaja iz prostora strankarsko opredeljenih in neopredeljenih, torej tudi iz prostora neopredeljenih. To je pravzaprav največja stranka v Sloveniji, stranka neopredeljenih volivcev. Samo na volitvah ne nastopa, ker abstinira. Potem pa seveda izmed strankarsko opredeljenih povečano podporo analiza pokaže iz vrst socialnih demokratov, kar je razumljivo, ker so tudi največ pridobili iz razpadanja LDS, pa tudi še vedno iz preostale skupine liberalnih demokratov, pa deloma tudi iz majhne skupine, ki preferira Slovensko ljudsko stranko, pa deloma tudi demokratsko stranko, manj izrazito je to pri
NSI-ju in pri SNS-ju. Torej, vidi se, odkot ta podpora prihaja. Delež teh podpor pa je značilen in daje pravzaprav določa ugodno izhodišče za sam nastanek stranke. Za nastanek stranke, ja, za oblikovanje, konceptualiziranje stranke. Podpora SDS-u je konstantna? Ja, podpora SDS-u, kot smo videli iz prikaza, je stabilna, v določenem smislu celo rahlo naraščujoča. Predvsem bi rekel, je stabilna v preseku november 2006, marc 2007, kar kaže, da ti pretresi, ki nastajajo v strankarskem polju, LDS SDS neposredno ne zadenejo, posredno pa seveda zadenejo, ker ne profitira iz razpadanja, torej ne pobira, ni trenutna zmagovalka. Ne? V kapitalskem jeziku bi rekli, da v zadnjem tromesečju ali tem zadnjem mesecu njene delnice niso pridobile na vrednosti, so stabilne.